Ljudje in ljudine, poslušate 167. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, okiteni z bleskomeči, odpotujejo na Datumir, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Hrlamov, tokrat brez gosta ali gostje, a nič manj gostoljubno. Današnja epizoda je posvečena miniseriji, zaenkrat kaže, da bi naj bila miniserija, čeprav se konča tako, da bi bila druga sezona, ampak o tem bomo več pozneje. Skratka, Ahsoka, to je del franšize Star Wars Medzvezdne vojne, ki smo jo lahko od 22. avgusta do 3. oktobra gledali na Disney Plus in je štela 8 epizod. To seveda pomeni, da jo še vedno lahko tam pogledate. Če omenjene serije pa slučajno niste pogledali do tega trenutka, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si morda najprej pogledajte serijo, preden poslušate dalje. Če pa ste serijo že videli ali pa je niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njej povedali, pa globoko vdihnite in na moj ukaz skočite v usta velikega vesoljskega kita. 3, 4, zdaj, maestro, ena zlovešča. Pogovarjamo o otroških zadevah, čarovniki z žarom mečem. No. Danes torej delamo Ahsoko. Kot sem že povedal, zdaj zaenkrat kaže, da nič ne kaže na naslednje sezone, ampak jaz mislim, da se je končalo tako, da domnevamo, da bo. Ja, ali bo naslednja sezona, ker nekje sem bral, da kao že developajo, ali pa bo to se pač zaključilo z filmom, ki ga Filoni snema, ki ga so napovedali, da ga bo Filoni posnel, ki naj bi povezal Mandaloriana, Boba Fetta in tega, ja. Skratka, bomo videli, žanr je to skratka vesoljska poslovščina, znanstvena fantastika, fantazija, vsakega malo, space opera. Tudi vesoljska opera, tako je. Drugače, Star Wars smo že obdelali v epizodah in sicer smo delali Star Wars Spawn Skywalker v 35. Prvi 2 sezoni serije Mandalorian v 72. serijo Bukva Boba Fetta oziroma 3. sezono Mandaloriana v 117. epizodi ter Obi-Wan Kenobi v 126. epizodi. Drugače pa Ahsoka, kdor bi rad vedel, kaj več kdo Ahsoka je in kaj z njo početi, seveda mora gledati Clone Wars animirano serijo in potem za vse ostale like še Star Wars Rebels. Takole, to je dvoje nekako za pogledati. Je pa tudi bomo dali link, Total Film, ki so pisali o Ahsoki, so zraven naredili tudi razlagalnik, kdo je kdo. Tako. In je v angleščini in če znate angleško, kar ste mogli, da ste lahko Ahsoko gledali, boste tudi to lahko prebrali. Ja? Drugače, ustvarjalec serije pa Dan Filoni, ki je stal že za Mandalorianom in za vsemi temi risankami, zato smo van pričakovali veliko od te serije. Zdaj jaz bom samo tako na hitro malo gremo letos, sem se malo odločil, da ne bomo zdaj izgubljali časa za vsemi temi, kje so ti igralci bili, ampak malo na hitro vseeno pogledamo. Rosario Dawson igra Ahsoko Tano, to je skratka glavna vloga, potem sta Natasha Liu Bordizzo je Sabine Wren, jaz nje še nisem do zdaj nekje opazil. Mary Elizabeth Winstead je Hera Syndulla, Mary Elizabeth Winstead gotovo poznate, če ne drugje. Scott Pilgrim, tako. Cloverfield 10 ali kaj že. Ja, nadaljevanje, ja. Ok, to. Zelo zanimivi so še Ray Stevenson kot Bylan Skoll. O njemu smo se pogovarjali v filmu Rrrr. Tako. Lepo. In pa Ivana Sakno kot Shin Hati, je tudi zelo, zelo zanimiv lik, pa Diana Lee Inosanto, Madonna, kot Morgan Elsbeth. Ja, mimo grede, ali veš, kaj je bila njena prva večji job v filmu? Ne. Ona je bila dvojnica kaskaderska za Buffy v seriji. Okay. Drugače je pa njen boter Bruce Lee. Mislim, da bo kak mafijec, če bo tam. Bruce Lee je tudi čisto v redu. David Tennant je glas Huyanga, Eman Esfandi, kar je njegova ena prvih vlog, je Ezra Bridger, potem imamo še mogoče koga, lahko seveda moramo povedati Haydna Christensena
kot Anakina Skywalkerja in pa Larsa Mikkelsena kot Grand Admiral Throna. Eden od Mikkelsenov, skratka, je tudi noter. Ok, zdaj vidim, da nimam niti en vprašanja vnaprej pripravljenega, nismo razdelali in se bomo kar lotili najprej. Seveda, tako kot ponovadi začnemo. Kako vam je bila všeč serija? Mogoče, ali pa najprej začnemo obnovo, tako povzetek. Jaz sem sicer napisal, da to ti poveš, Mito. Lahko jaz. Okay. Serija Ahsoka je bolj ali manj tehnično gledano Star Wars Rebels 5. sezona in tisti, ki niste gledali, mogoče boste pogrešali kakšne like ali pa predzgodbo, ni pa toliko nujno, da jo uživate. Ja, jaz bi tu malo skočil, da jaz nisem gledal nobene od risank. Pa te bilo... Ja, gledal sem ki je bil v kinu film Clone Wars, pa par randomly risank Clone Wars in... bi si želel več ekspozicije, kdo približno je kdo. Vsake toliko vmes reče, tale Froc je pa sin od onega, ki je bil mentor od Ezre. Ne? Mislim, to moraš potem sestaviti skupaj, ampak vseeno, ti ne veš čisto točno, v kakem odnosu sta recimo Sabine pa Ezra, sta ona dva boyfriend, girlfriend ali cousins ali kaj, ne? Vse to. Ja, all of the above. Njuno nerodno srečanje. Nekako vse to. Zgodba je v bistvu torej nadaljevanje Star Wars Rebels zgodbe, na koncu katere Ezra kot neki mlad jedi on misli, da je zadnji v galaksiji, reši galaksijo pred grozečo prikaznijo / Admiral Thronom in ga odpelje v neznano kam. V tej seriji Ahsoka pa vidimo, nadaljujemo to zgodbo, kjer njega iščejo, pa tale Admiral Throna iščejo badiji, ga skušajo nazaj pripeljati v galaksijo in zopet spostaviti imperij. To je nekako krovni koncept. Ahsoka je, za tisti, ki ne veste, padawan Anakina Skywalkerja, ob njegovi strani se je borila v Clone Warsih, na kar je potem odšla iz Jedijevega reda in bila Ronin, zato ji tudi reče, mislim, da Roni reče, kao za Ronina se spodobi, da tle ostaneš. Spoznamo pa nove like, torej rečemo temu sivega temnega jedija, ne vem kva je, Bejlena in njegovo padawanko Shin Hati, pa Morgan Elsbeth, kot še en bedi, je pa čarovnica iz planeta Dathomir, ki si drugemu pomagajo, da Throna nazaj prepeljajo. Nastopa še potem, tako si ti rekel, torej Nataša Liu Bordizo, ki je pa v Rebelsih nastopala kot ena od začetnic, Mandalorinka je del neke rodbine mandalorijske in je bila del te prvotne ekipe, tudi ena od kako ne temu rečem, originalnih proto-rebelsov, ko še niti ni bilo Rebel Alliance, ampak so en del Alliance, oni tako kot v bistvu ostali, v Rebelsih pa v Clone Warsih, ki jih spoznamo. Tako da to nekako okrono. Ona pa si najbolj želi v bistvu Ezra najti, bolj ali manj opušča padawansko učenje pri Ahsoki in tukaj nadaljuje to neko učenje, hkrati pa niti ni polni padawan, nima niti tudi moči, zgolj meč obvlada, bolj se bori s pištolami in tako naprej. Zdaj, ko si omenil, da so oni proto-rebels, koliko so pa proto-rebels vis-a-vis tega, kar smo v Andorju videli, kjer tudi imamo nek origin of rebellion. Sporedno je, se vse dogaja. To so različne grupe. Ja, v bistvu Star Wars Rebels je otroška zadeva, ampak v to ozadje velike Star Wars zgodbe, v ta veliki mozaik je pa ta zgodba zelo pomembna v smislu, kako se te majhne skupine začno povezovati, kako se v bistvu to nasilje imperija, šele vzpostavljenega imperija stopnjuje in kako se ti posamezniki upirajo, povezujejo, pomagajo in tako naprej. V bistvu taka velika zgodba o prijateljstvu, pa hkrati v oporu, v otroški vdaji. Ja, si. Ja, skratka, kaj se pa zgodi v seriji? Zdaj si ozadje. Ja, zdaj smo ozadje, hvala. Torej, še enkrat, nadaljujemo. Takoj na začetku se v bistvu kao spostavi, da nekdo išče Admiral Throna in Ahsoka se aktivira, poišče svojo staro padawanko, ki edina lahko dekodira neki Watch Em Do It zemljevid, kakorkoli, taki Jar Jar Abrams McGuffin je.
in skušajo preprečiti to neko veliko aktivacijo pogona pa, za Admiral Thronom, kar jim ne uspe, in vsi skupaj z Bediji pristanejo v ne isti galaksiji, ampak v čist X galaksiji. Eni ta potujejo za nekim science fiction hyperdriveom, ki je največji hyperdrive, ki ga je kadarkoli. Hyperdrive v krog. Ja, ki ga je kadarkoli, ne vem, galaksija videla. Medtem ko Ahsoka pa potuje na drugo stran z vesoljskimi kiti, ki so bili predstavljeni že v Star Wars Rebelsih, pristanejo na onem planetu, tam spoznajo neke čarovnice, zveš, da v bistvu je ta galaksija povezana z nekimi pradavnimi čarovniki in kako ne temu rečem, neko raso, ki je pred 1000 leti upadla v to galaksijo, našo galaksijo, veliki narekovaj, Star Wars galaksijo, hvala. Ja. No in če čist na konec skočim, ne uspe jim, Admiral Thrawn se vrne, Ezra, ki ga tam najdejo, se tudi vrne, pretihotapi na Admiral Thrawnovi ladji, medtem ko pa Ahsoka, Sabine in pa Baylan, pa njegova padavanka ostanejo v drugi galaksiji na planetu Peridia. To je to. Ja. To je definitivno to. Pa Kiti so bili že v Mandalorianu. Ja, tretji sezoni. Ja, na hitro si jih videl, ampak Ja, še pokaže, pred ja. Rebelsi pa imaš v bistvu zelo tako, malo bolj plastično. Ja. Mislim, fora je v tem, da je Ezra Bridger skiti Admirala Throna Ja, spravo ja. v tisto galaksijo, zato jih imamo tukaj tudi. Sej, to sem dejansko moral iti prebrati. To je nekaj, kar bi mi koristilo, da zvem. No, vseeno. Čeprav polje bolj surprise, ko grejo do kitov, ampak vseeno. No. Ja. Ja. No, skratka, zdaj Mito je povedal štorijo, zdaj pa Igor, ti, ki si zdaj tole na zadnje najbolj sveže pogledal vse skupaj, mogoče ti poveš, kako ti je bila všeč Ahsoka. Ja, najprej je prvo kot prvo, production value je super in zelo lepo zgleda, ampak prvi 2 epizodi sta malo počasni, pa liki ne pridejo do izraza, tako prav se moraš potruditi, pa pač zelo lepo je, se to ti lahko zdrži. Pol pa začne dobivati malo akcijo, malo bolj ti začne biti mar za te like. In mislim, da zelo v redu izpelje tale finale. Zdaj, kot sem rekel, nekomu, ki ni gledal vseh teh risank, mi malo manjka, ampak je definitivno poleg Andorja to kar najboljša serija, tam tako Mandalorian season 1, tu nekje vzporedno, če ne boljš. Ne? Mislim, se mi je zdelo, da tukaj ni bilo teh nekih šibkih epizod. Mogoče še najbolj tam, kao na polovici umre Ahsoka, ampak ti je jasno, da če se serija imenuje Ahsoka, da pač bo nekako nazaj prišla. In potem imaš celo tisto urjenje ponovno, ki... Vse te scene urjenja v Star Wars se mi zdijo malo že repetitivne, ker v bistvu imaš točno to, kar Obi-Wan uči Luka na ladji v prvem filmu, dajmo vsi to ponoviti. Ja, to sceno smo že tolikokrat videli, to je ko Batmanove starše so ubili, ne, dajmo to zdaj slow motion gledati. In potem še on kao Anakin reče, da se mora nekaj novega naučiti, pa basically nič, se samo bojujeta in to je to. Tako da to celo, da je ta de-agen Anakin nazaj not, to se mi je zdelo najbolj brez veze. Tako prav nič ne doprinese ta lik s tem, da se pojavi. To mi je bilo malo mimo, sem pričakoval, da bo kaj več z njim naredili, kot to zgolj, da ga pokažejo. Tako da, ja. Ok, Mito, zakaj je bila tebi toliko všeč? Mislim, ni mi bila toliko všeč. Zdaj nekaj downplayati. Jaz strinjam se z Igorom, zelo strinjam. Jaz mislim, da je med top 3 Disneyjevimi serijami, Star Wars serijami, kar mi je najbolj všeč, je zelo kvaliteten pa plastičen doprinos Star Wars worldbuildingu, predvsem pa tale fantazijski del. Ne? Ker za bistvo, če Star Wars franšizo nekako razdeliš, mi je to, kar Disney počne na eni točki zelo všeč, da v bistvu ne rečeš zgolj ta vesoljska opera, imaš v bistvu odraslo zadevo, kot je Andor, ki je politični thriller, pa neka kritika, ne tako zelo politična zadeva za odrasle, pol imaš neke kidi variante, ki so tudi ok, pol imaš pa tako zadevo, ki v bistvu ta fantasy širi, ne? Ta neka čarovnija imaš not, pa vesoljske kite, pa
všeč mi je, da v bistvu tako malo žanrsko se lahko lotevajo tudi tega. Ne? Tudi težko primerjam z drugimi zadevami. Ja, plus to, da grejo v drugo galaksijo, ti čisto odpre zadevo na nek drugačen način. Mislim, da Dave Filoni je zelo dober v tem, da zna kvalitetne zadeve pripeljati. A jih spelje dobro, je pa druga zgodba, ne? Kar pa se mi zdi, da mu malo manjka. Jaz mislim, da ima Star Wars franšiza določene probleme v smislu, kako nove like, ne tiste legacy like, tretira. Ker, tako si ti omenil, ta Anakinova epizoda je tudi meni malo slaba, zato ker se v bistvu tretira nove like, da dajmo jim neko travmo, ki je mogoče čist ble, in to je karakterizacija tega lika. Pa zmanjka na drami, zmanjka na dialogih, in zmanjka tudi na potem neki določeni dinamiki. Ne? V bistvu večina teh likov stoji, pa gleda v luft, pa čaka, da mu kdo kofe, pa stol prinese. V bistvu tako, akcija je ok, ves ta Star Wars vibe je tamle, to je vse super, ampak kar se pa tiče likov, to pa pogrešam, da bi nekdo pripeljal tale Lucasov moment, mogoče malo bolj noter. In tako da ja, zato mi je hkrati v redu, pa super, pa aplaudiram, hkrati pa si mislim, vi znate to bolje, dajte se potruditi bolje. Ja, koreografije so super. To pa mislim, da so v teh Star Wars serijah daleč najboljši. Mislim, Andor nima nekih koreografij, malo se ljudje pa streljajo, pa laufajo, gor pa dol pa ok, ne, se v sklopu žanra, ki ga to zavzame, ok, medtem ko Obi-Wan je bil bub, kar se tega tiče, čize nič. Mandalorian pa je pa zelo odvisno od režiserja. Eni so ok, eni ne. In kadar je ok, tudi kadar je Mandalorian ok, še ni na isti ravni kot Ahsoka, kar se tega tiče. Mislim, da so zelo dosti boljše, začeli so se učiti, kako boljše izkoristiti ta volume, mislim, da predvsem Obi-Wan je pokazal neke manjke tega, oziroma zapadli so v to foro, ta naravna svetloba, ki nam jih LED paneli devajo, je full cool, da mu to izkoristiti do amena, ampak dejansko pozabiš pa na druge zadeve, naprimer, da teh velikih dvobojov mečevanja, ki so se lahko pneli od enega mostu do drugega v enem kadru, ni več. Zaštekaš, da je ta prostor zamejen, če si malo bolj pozoren. V bistvu ti fajti so malo hitreje zrezan, pa malo bolj zamejen. Zdaj lahko je to sodobna estetika, jaz pa mislim, da je bolj problem zamejitve prostora tega voljuma. Veš, pa nosto imaš neki feeling, zakaj je vse okroglo? Ja. Ja, ker vedno fajtata, kot da je arena. Ja, ker naprimer na green screenu je Lucas delal pač v ogromni hali, pa vse je bilo pač na green screenu, ampak se šteko, da se ona dva premikata po ogromnem prostoru. Tukaj pa nekako imaš feeling, da je to neka soba. Ne, se je to čisto tam ta zadnja scena, ko laufajo gor po stopnišču, pa se bojujo v malih sobah, malih sobah. Ja. Mislim, se to zna dober dela, samo da mi še malo onga, mislim, tako malo mixira pa, veš. Ja. Ok. Pa ti? Ja, ko jaz bom rekel, da konc mi je mal dvignil pričakovanje, oziroma na koncu sem bil mal bolj pozitiven, kot pa na začetku. Mislim, da se je končalo v redu, tako pa tudi jaz pač verjamem in upam, da ali film ali nekaj pač bo sledilo, da to pač zdaj ni to, ker se konča res tako nekje na sred. Dve stvari, ki ste vidva omenila, se meni zdita zelo plus, in to je mi tudi rekel world building, absolutno mislim, da zgradi en svet, ki je večji od Skywalkerjev in Tatooina in še 2 drugih planetov. Naredi malo več, malo gre v te čarovnice, ki so meni bile vedno strašno zanimive, pač kaj se tam dogajalo, posebej v risankah vseh teh. In pa ja, koreografije so bile tudi meni, bojevanje z meči je na ne vem katerem levelu v primerjavi z Obi-Wanom, ker tisti je bilo res slabo. Tukaj vse imaš nek občutek, da neki znajo ti vsi meči in da so tudi vsi res vešči mečevanja, ker tam je Obi-Wan res gledal slab, in tudi ko je kao bil že v redu, je zgledal še vedno pač zelo slab. Problem je bilo pa, ker me je že od začetka veliko stvari motil v tej seriji. Mislim, da ima Star Wars, da je tukaj Ahsoka naredila eno zelo podobno neumnost, ki je že meni pri Obi-Wanu me ful motila. To je to, da je veliko nekega premikanja. Gremo zdaj tja, rabimo uno. In na vsaki točki se srečajo bedi z bedi in pol je ta akcija, ki nima nobenih posledic. Spopadajo se, čez 2 dela spet, čez 3 dela spet. In tudi na koncu noben ni mrtev, nobenemu se nič ne zgodi, konstantno se pa fajtajo in si tako, a bo že kdo komu kaj naredil, saj da mu roko odreže, saj da imam nek feeling, da je neka posledica. In to me je veliko motil, ker mislim, da se Sabinci lase odrežete. Ja, ok. Z Balenom mislim, da se 3-krat ali koliko, vsaj 3-krat se spopadeta Balen pa Ahsoka pa oni 2, In
nikome ništa, nič se ne spremeni in to me je zelo motilo. Ja, Anakin sta omenila, to je bilo meni tudi. Izgubljeni liki, pač meni je Hera Syndulla, super lik, pa Mary Winstead igra, ki je ena mojih najljubših igralk, ampak ona je tam. Ja, mene še ena stvar zanima, glede na to, da ste jo že prej videli, ali kdaj uporabi očala ali jih ima samo na glavi, tako kot jaz. Ne, to ima na glavi. To ima na glavi, Mislim, vesoljsko ladjo ima, zakaj rabi to očala? Rabi jih, ne? To pa, ja, te lukne v zgodbi mene to motijo, ne? Tak nek zemljevid, odkot je prišel ta zemljevid, noben ne pojasni, ga je Thrawn poslal. Če une čarovnice komunicirajo svojo čarovnico, zakaj mu ji nisi mogli povedati, kje so? Zakaj rabijo še zemljevid? Da najdejo. Ne, mogoče za Hyperdrive, da je natančno. Za Hyperdrive, okay, ampak bi ga lahko ona nekako sestavila. Karkoli od tega me je ful motil. Pustimo to, da je Ezra Bridger tako za prvim vogalom. Ona gre ga iskat na enem planetu in imamo to Star Wars foro vedno, kjer je en planet in eno mesto na njem. To je to. Ja, jaz mislim, da to niti ni mesta. Ja, to niti ni mesta. On je za vogalom in ne ve, kak Thrawn počne, da bo on šel v drugo galaksijo, on je bil tam z unimi hengo želvami, kaj so ti ljudi, kaj so te bitja. Marketing opportunity. Ja, valjda marketing opportunity, ampak mene take stvari ful motijo, ne, plus to, ne, skiti, to me je pa čist razpizlo takrat in mislim, da zaradi tega mi je bila ta zamera, ne, da ne vem, koliko let je minilo, kar je Ezra Bridger zginil. In zdaj se Ahsoka spomni, da ona zna komunicirati s kiti in da oni lahko tja popeljajo. Ja pa, kaj si pa prej počela? Kaj si počela ves ta cajt? In to me je pa res pognal in se mi zdi tako neumno, no? Eno tako, in se strinjam s tabo, Mito, jaz mislim, da ima on Filoni zna ful dober umestiti te stvari, zna nekako tako, ampak nekako se mi zdi, da v risankah mu je šlo boljše. Ja. Več placa je imel in je lažje razvil like in vse to. Tu notri pa se mi zdi, da tako, kot si Igor ti rekel, jaz sem že malo pozabil, kakšni so ti liki, ampak zdaj me ta serija ni spomnila vredo. Sabine se mi je zdela še najbolj pa ta Ahsoka pa njeno razmerje, vse ostalo je pa nekam v zraku, no. Se pravim, Hera bolj manj laufa za njimi in se pripelje. Ja, pa Froza zraven vlači. In to je to. In tista scena, ki jo pač tam, joj ti, Hera, kaj si naredila, nisi ubogala ukazal. Samo zato, da lahko ona reče, da je zdaj dobila od senatorke Leje organe. Ja, organe, pač zdaj to njeno žegn ali karkoli. Nič drugega ni ta epizoda v tem zaslišanju. Ja, pa pokaže ti, da je on basically villain in the making. Kar res ta senator. Ja, taki 600-krat reče what empire. Look there, no empire. Ja. Take stvari so me zelo motile, ampak se mi zdi, na koncu sem bil mogoče res malo prestrog, no, ampak še vedno se mi zdi fajn postoločen, sem tako, moti me pa ta občutek, da bi res lahko to bilo ful boljš, ampak da pač se jim nekako ni dal. Da ob vsem tem, kar so naredili, koreografija in pač vse to, se jim nekako ni dalo še malo popraviti tistih robov zlohčiti. No? Ker tole z Anakinem je tudi bilo totalno brez veze. Ne? Dobro, sej razumem, da ga pokaže, pa itak imajo vsi ti jedi s temi duhovi, pač neke te povezave in skozi so ti duhovi, najboljše pač njegov, me ne moti. No? Sem, da bi ga bolje kontekstualizirali, ne da on pride, ti umiraš, zbudi se. A ne vem, pismo. Jaz hočem živeti. Ona se odloči za življenje, se ni samo mor skočila, ona je padla noter, pa zbuditi se mora. Jaz bom na YouTubeu enega imitatora, ki komentira vse te Star Wars serije, pa tudi Lord of the Rings in je full dobro, pa je oblečen, pa pol deepfake uporablja in je ponavadi kot Obi-Wan, Anakin, pa Qui-Gon Jinn v bistvu komentira to zadevo. Pa ko je bila ta 4. epizoda, kako ona se sprašuje, kao, imam izbiro, pa Qui-Gon tako reče, fuck, ti imaš izbiro, zakaj meni ni dal izbiro? Tako se mi je zdelo, zakaj pa ne, no? Tako nekako, tudi v bistvu v prvem delu, tako si ti rekel, noben ne umre, Sabine zaštihajo kot Qui-Gona. Qui-Gon je bil en mali... Pač ni bil sposoben, no, kvazi. Še takrat, če ni imel teh skills, pa ni mogel. No. Meni se zdi, da se seriji pozna, da mogoče manjkata tle, mogoče 2 ali pa celo 5 epizod, da bi bilo to malo bolj zadihati, no, da bi dalo. Pa kakšna smrt? Ja, zdaj, na primer,
Vem, da se ponuja Ray Stevenson tlele, da bi ga lahko izkoristili, ker je pač igralec umrl, ampak to ne vem, kaj bo iz tega naredil. Ne, mislim, to me je najbolj zanimivo, kam gre on, kaj je tisti klic, ki ga sliši. To definitivno me zanima. Mislim, tam je nek tempelj, pride do nekega templja, ne vem kaj. Mislim, res ta Balon pa tale Shin Hati sta najboljša lika tle noter. In sta spet nova lika, Allah enkrat prosim, imamo nove like, brez starih likov, pa ostanemo pri tej zanimivosti, ker meni, priznam, niti Ahsoka ni bila tako zanimiva, kdo sta zdaj onova, kaj to pomeni, kaj je njun cilj in vse to skupaj. Ne? In tudi čarovnice smo reči, da je premalo, pač na koncu je dajo nek meč. Mislim, čarovnica je, zakaj rabi zdaj na nek svoj nenadjebljivi meč? Zato, ker je mojstrica borilnih veščin, pa mora pokazati, kako se mečeva. Zdi se mi tudi škoda, da so šele na koncu dali nek wink, ko Euthron reče, kao for the Empire, pa se ona odzove, ja, for the Empire, ko se pa Thron obrne, pa reče for Dathomir, ne? Ja. In si misliš, zakaj pa to prebila, kao, ne? Ima neke načrte, daj mi več tega. Game of Thrones, to, zakaj nisi prej že dal neko foro na mik, naprimer, da bi ona mogoče kaj lahko več počela, kot pa non-stop stala okrog z rokami na hrbtu, pa kao kimala, dajmo to narediti. Mislim, tako, zdi se mi škoda, da se mi Filoni tle malo zameri v smislu res, da ne zna teh likov, ki so v risankah so bili zanimivi, tle jih pa malo narediti tako kot orodja, zato da zgodbo naprej pela, pa zgodba, ki sama po sebi ni neoriginalna, pa ne toliko zanimiva, ali pa vse je ni naredil toliko zanimive. Super je, da je potegnil vse v neko novo galaksijo, pa kita uporabo, pa ta fantasy element sile, noter pripeljal iz Rebelsov v smislu teh, mislim, da se reče Mortis bogovi, ne? Torej, oče, sin in hčerka. Oče, sin in hčerka, ker v Rebelsih je v bistvu Ahsoka, spoiler za tisti, ki niste pač gledali, ampak Ahsoka je prevzela silo hčerke in ona je, sumim, na pol Force God, ne, torej Bog. Medtem ko Anakin je tudi mogel tam nekaj narediti v tem Mortis planetu ali v Realmu, kakorkoli. In me zanima, ne? Tudi v naslednji sezoni ali pa filmu, kakorkoli, da mi ta več te fantasy plastike noter. Ne? Ta mitologija je strašno zanimiva in tukaj on v risankah odpre in tukaj sem jaz res hotel, da bi to še več nadaljeval in še več gradil, pa da malo vidimo te stvari. No. Meni se to zdi res tako, ker so pač tudi noter še vkupenih stvari, ki znajo biti zelo, zelo zanimive. In tudi, te čarovnice, pa to bi jaz bi tega več. No. Mi zdi, da je res, pa da je fajn, no, pa upam, da to seveda pomeni, da brez Skywalkerjev ali pa brez, ne vem koga, Solotov. Sej, mislim, res je bi pol nekako silila zraven. Mislim, ker tudi Thrawn je tako zanimiv lik, pa seveda kaj je že, Mikkelsen je odličen, no, pač tako, je res, res, res fajn. Mikkelsen mu je že glas posojil v animirani seriji, ne, in je tudi po njem pač narisan, oziroma pač nariše jih malo, da so podobni svojim glasovom. Ne, in se mi zdi to res. Smešen komentar bi na Twitteru, ali kaj kao, tako ful je premajhen za Throna, pa nekdo nazaj prepisal, Mikkelsen je dejansko za 3 inče večji, kot pa je Thron, veš, ki itak imaš vse statistike, kako visoko, tako da kaj bluzite. Folko je malo šlo na kurac v smislu, da Sabine, ki je Padawan, Ahsoki, da ona pridobi silo, oziroma te moči, kar je na koncu nekako pod to tasnobo oziroma paniko, da skuša rešiti Ezro, pa samo sebe, kao se ji vklopi sila in kakorkoli potem naredi. Kar spominja na debato o Rey v epizodi 8 od Star Warsov, da pač kao, lahko imajo kar vsi, ali ne, in to je neka debata, ki za trenutno poteka. Meni je to super sicer, mogoče je bilo premalo tle narejeno, pa prikazano, bolj prikazano, tako bom rekel. Malo premalo, malo tudi motiviran, ampak drugače pa mene to tudi ni motiv. Ni me motiv, mislim, zgolj je tako, da v bistvu mi pove, oziroma kak je v zadnjem delu, ko si Ezra meč sestavlja, pa mi je nekako bilo bolj cool, ko je tam rekel, naravi meča, jaz se borim brez tega, v smislu, wow, ti si nek Jesus, ali kva, ne? Malo podobno. Pacifista, veš, kao. To bi bilo cool raziskati, ampak očitno ne, medtem ko pa potem Ahsoka gre ven, za Sabine se pogovarjati, pa tako reče, vse je trenirala nekaj, veš kao, ne? Kje si mi pokazal ta trening? Tam na ladji, ko sta bili in to. Ko ono šalco kofeta skuša prepalati, mislim... Tam ni tako, da se ti tile, kaj se že midi-klorjani vklopijo, ko se cepiš.
Ne vem. Jaz mislim, da so se bolj aktivirali. To pivo za potegnem. Mislim, da so se aktivirali. Še ena stvar je pri Ezri. Dave Filoni je pred Star Wars delal na seriji Avatar The Last Airbender. V bistvu Ezrino fajtanje je basically airbending. Ja, sure, ok. Ja. Okay. Tako da zdaj imamo crossover. Končno, to, kar smo vsi čakali. Ja, crossover. Ja. Tako da ja, mislim, full obeta, pa res bi si želel več. Zaupam, da bo Ray Stevensonom rešili kar tale lik, dejansko ta lik, ta novi liki so mi pa najbolj zanimivi. Throna smo že omilili, pa zdaj koga še več zanima, ne si gre pogledati res Rebelse, ali pa če ste book readerji, pa pejte še celo trilogijo. Dve trilogiji celo, sicer nista več canon, ampak Filoni je dosti črpal tam iz tega, pa eni stripi so še, kjer se vidi, koliko je Thron badass, ampak ne mislim zdaj, da meče vihtijo ali pa da ful dobro strelja, ampak on je nek taktičen ki zna zelo dobro delegirati svoje resurse, da se tako izrazim. Tle rase pa je Thron? Blage, imam pa ima. Ja, ne, smisel, če je kaj pesem. Blue video spot. Kaj se že oni Blue Man Group? Ja, to so. Blue Man Group, okay. Pa Balen mi je napol, ne vem, kje je prebral tudi na našem Discordu, ko je nekdo rekel, da je to temni jedi, jaz pa mislim, da niso to neki Sithi, ne? Imajo sicer nekaj rečeno, da bi bili. Ja, mislim, on je bivši jedi, on je relapse. Pa nima streli z rok, to imajo vsi Sithi. One strele, mogoče še ni mogoče se njemu tudi še niso. Mislim, imate rdeče meče, žaromeče, pardon. Torej, to pomeni, da sta mogla nekoga ubiti zato, da sta dobila rdeče meče. Po kanonu bi naj tako jih pridobil. Zdaj pa meni on deluje bolj kot nek filozof ali pa nek nostalgik / melanholik, ki mu je tako na pol sedje, ko mu reče nekdo. To je tako oni v Imenu rože. Connery igra. Tak se tebi zdi. Zanimivo. Basker, William Basker. Shin Hati je pa pol Christian Slade. Če tako velike oči ima, pa blok. Ampak on je takšnega jedija ali pa temnega jedija, sivega jedija, kakorkoli še nismo videli. No? Mislim, tudi logika sivega jedija je tle za Soko noter pripeljana. Nekaj je bilo že v Rebelsih nastavljeno, da v bistvu Kanan se s podobno logiko spogledoval, tako da v bistvu mi je tudi to všeč, da se ta popularen binarizem, kot ga poznamo pri sili, temna pa svetla stran, tle malo razbija. Ja, jaz mislim, da to napeljuje naprej in sicer tudi to, da on sliši ta klic. Koliko sem bral o tem, te oče, sin in hčerka, naj bi sin in hčerka predstavljala temno in svetlo stran, oče pa uravnoteženost. Mogoče je pa to njegov klic, da bi on prevzel to vlogo. Ja, čisto možno. Sicer je simbolično gledano na koncu njegov zadnji kader, ki stoji na prstu, ki kaže tega očeta, ki kaže proti neki gori ali kakorkoli. Tako da, Mount Doom. Še en crossover. To so vsi komentirali, Mount Doom. No, in ko smo že pri crossoverih, zdaj Ray Stevenson je žal umrl in torej v kakršnem koli nadaljevanju ga bojo morali zamenjati. Ray Stevenson je igral v filmu Punisher Warzone. Punisherja, torej kateri Punisher bi ga lahko zamenjal? Ja, vsekakor ni Bernthal. Meni se zdi, da Bernthal ne gre skozi. Bernthal je super igralec, tako za dramo kot akcijo, ampak ne vem. Torej ostaneta Thomas Jane pa Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, pa kar vidim, Ne, to bo preveč vesena, res ne. Jaz sem prej rekel, ko smo se midva pogovarjali, Igor, da bi Igor Samobor bil. Evo, ta moj pik. I can see it. Ok. Tako da pol še lahko. Bo pa naslednji Punisher tudi on. Ne. Ja, no, skratka, tudi ful mi je fajn, ker je tle Huyang zraven, ker je tudi en tako lik, ki mi je zanimiv, pa ful mi je zanimiva ta, kako oni gradijo te žaromeče, ker smo v animiranih serijah tudi dostkrat videli, pač tle pa videli smo recimo tudi, mislim, da je to v Bad Batch noter in o tem smo recimo v filmih pa do zdaj tudi zelo malo zvedeli in se mi zdi zelo fajno in take stvari jaz bi še tega še več. Kako meče gradijo? Ja, kako si pač ti jedi naredijo svoj meč. Padawan. V bistvu v Return of the Jedi, torej epizoda 6, je deleted scene, kjer Luke Skywalker sestavlja svoj meč, tako da to je že precej znana zadeva.
Ja, cool je takšen detajlček, to vsekakor. V bistvu tele same čarovnice, coprnice, ne, pa torej Clone Warsi z Datomirjem, pa z Ventris, ne, ona je ena od teh mečevalk, ki je Padawan od Dukuja, pa potem seveda Darth Maul, pa njegov brat, ki sta tudi iz Datomirja, samo iz one senčne strani, iz moške strani, ne. To je vse skupaj povezano, tako da tu je dosto ogromno tega Dave Filoni worldbuildinga, ki je v risankah noter izpostavljeno in je zanimiv, pa je zelo kvalitetno narejeno. Darth Maul, by the way, tisti, ki ne veste, preživi. Samo Qui-Gon ne preživi, ne? Darth Maul preživi, Qui-Gon vsi preživijo. Darth Maul je bil že v solo filmu. Ja, čist na koncu, tudi tisti, ki niste vedeli, pa se spraševali, kdo je ta. Invalidskem vozičku, ne? Ja. Ker mu pol telesa manjka. On v bistvu, viš, tam sedi, na koncu sola sedi, pa meč potegne za silo, to vidiš v ono hologramo, kakorkoli. On pade v jamo, se plazi ne vem koliko let skozi neke tiste jame in si potem naštima neke pajkovske mehanične noge. Ampak, pozor, v Clone Warsih mislim, da mu potem te iste coprnice te noge oduzamejo, pa dajo neke nove organske noge. Tako da, ko ga vidiš v solu, je on bolj ali manj sestavljen. V njegovi, ne vem, Super Saiyan obliki. Kaj pa se vam je zdel koncept zombi stormtrooperjev? Jaz mislim, da smo dolgo rabili. To sem tudi jaz hotel reči, Train to Trooper Town je ta. Ne, meni so bili zanimivi, tudi tako pač malo imajo drugačne te maske oziroma čelade, karkoli pač imajo to na glavi, skratka imajo nekaj narisano gor, malo drugače. Tako so... Ta moment se mi je zdel prav tako mal horror moment v pač Star Warsi, kar mi je tudi čist fajn, ne? Se mi zdi, da je tudi fajn, ker se oni začnejo pobirati gor in jih tako mal spiga in tako, Tudi če si pozoren na zvočno sliko, imajo prav neke krike, pa grline, zvoke. So še kar badass, no? Tako da Tron je dare to play, ni kar tako prčo nazaj. Ja, mislim, dobro je bilo tudi nastavljeno, ker on nek lik Inkvizitor Maruk, ta, ki ga je Ahsoka pokončala, se v bistvu razplini v nek zelen dim, tam so že vsi potem komentirali, to je ta coprnija, datomirska, ki ponavadi izgleda ali pa se obnaša zelo z nekimi zeleni plini. Že tam sem mislil, da v bistvu, one znajo obujati nekoga, ali pa reanimirati. Tako da tukaj, res mislim, me pa res to vseeno še precej bolj zanima, kot recimo, kako se bo 9. film nadaljeval, ker itak vemo, da bo dobil nadaljevanje, ampak se mi zdi, da tukaj gre vseeno odprejenih takih zanimiv, čeprav bi bilo zanimivo, da bi zdaj, koliko si ti Mitri rekel, mogoče bi pa tole bil 10., 11., 12. film, čeprav, če sem jaz prav razumel, ne bi z Rey nadaljevali, skratka, na plan je, da je Rey še naprej. S filmi, ki se snemajo, so še en film z Rey, mislim, ki se razvijajo. Film Davea Filonija, ki naj bi tole nekako povzel vse skupaj, in film Jamesa Mangolda, ki bi naj bil Origins Jedi. Prequel. Tisočletja nazaj. Pol pa še bi naj film delal tale Taika Waititi, pa Rian Johnson naj bi delal celo trilogijo. Ampak Taika bojda ni zadovoljen s scenarijem, ki ga ima na tej točki, onem pa so rekli, da pač tudi še dela na štoriji. Taika bo naredil Hitler Ivoka. To je bilo nekaj, to je bilo. Jaz skratka, ker tukaj se mi zdi, da zgodba pač tole s tronom pelje pač nekamor in pač se mi zdi, da je to obuditev imperija, karkoli pač tukaj bo nazaj, ne. Se mi zdi, da tole bi znalo biti okej, ne. No, ampak basically je, kaj, iz tega potem dobimo Second Order ali kaj? First Order. Ja. Pred epizodo 7, torej jaz si predstavljam, da bi znalo biti to First Order. Seveda, to še 7 je potem, to je vmes. Ja, ker v bistvu imaš potem sicer spostavljeno novo... Strona ni, seveda, ne? Ne, ni, tako da morajo neki z njemu nalit ga pospraviti. Hoče ga bo spet kiti odnesel. Skenslal ga bojo, veš kaj? Kaj, hočeš reči, da bo spolno nadlegoval ene čarovnice in pol ga bojo skenslali? Ne, neki bo imeli proti modrim ljudem, pa ga bojo tako, pa rasistično ga bojo skenslali. Imperij je rasizem, nekaj.
Stormtrooperi so vsi beli, to smo se naučili. 7, katero ni spremenila, vsi Stormtrooperi so beli. Ne, ker tebe skenslal. Pretorici rdeči. Komunajzeri treba pustiti na miru. Ja, mislim, tukaj mi je zelo zanimivo, kam bo tole šlo, pa kam bi tole pelalo. In jaz bi komod videl film. Ne znam pa si predstavljati filma, ki bo povezal vse te serije. To pa jaz tudi ne. Jaz bi mogoče naredil film samo teh, ki so zdaj ostali na Peridiji, naprimer. Ja. Te liki, pa bi naredil novo sezono Asoke, bi prav tako, ali pa sploh ne bi Asoka poimenoval, samo mogoče Ezra. Da bi Hero pa Ezra ponudil proti Thronu, magari se Mandalorian vklopi, ali pa tudi ne, mislim, čist vseeno. Mandaloriec bi prišel, bi imel pol sezone. Mogoče Boba Fett ali pa kdo. Ker naprimer s Hero so nastavili neki, pa kao ta mlad, ta mal, ki je očitno sila občutljiv. Tako. Lepo. Siločuten je. Ja, siločuten, ja, ok, dobro. Lepo. Pa Ezra bi lahko bil, bi ga vzel kot Padavana, to delaš kao ta Jedi foro, hkrati pa se proti Thronu boriš, ki skuša narediti First Order, pa tako. Republika, ki ne verjame, neki bla, veš, to je lahko cela sezona sam to. Tako, in potem Hera in Ezra pridete skupaj in ko pride Sabine nazaj, tako, what? Jaz sem mislila, da si ti mrtva. Ne! Oživela sem, bila sem v komi. Jaz sem tebe čakala, ti pa nisi mogel 3 dni. Ne, definitivno se tukaj marsikaj da. In ja, jaz se strinjam s tami, jaz ne vem Mandaloriana tle silo. Itak dobro, pustimo to, da je pač Sabine Mandalorika in zakaj ni nje tam, ko se uno dogaja. Okay. Ja. Pač ni slišala, ni dobila mema, očitno, ne, ampak mal je to tako, ne, pa še ona je od unih, ki snamejo čelado, tako da ima že to, a veš, spet mal napetosti te. Sam, ne, nima to smisla. Pustimo Mandaloriana zase, pa dajmo tega nekaj svojega narediti. Ja. Zdi, da Mandaloriano bolj paše, da je tako mali skirmiši, pa posamezne epizode. To smo, ker smo prvi 2 sezoni gledali, da je to epizodično mal povezano, ja, ampak tako epizodično mal heist movie, mal ne vem kaj, western, mal uno. Ne bi jaz njega vlekel v neke večje stvari. Ker mislim, da je zadnja sezona tudi mal pokazala, da ne vem, pa itak ima on cel Mandalor tam, no. Ja. On tistim se ukvarja, kakoli bo že tam naredil. Jaz se moče, da pa Soka pa Sabine prišli pomagati Mandalor rešiti. Aha. Ja, za Mandalor je rešen, samo te moraš živeti gora, ja, te morajo imeti ljudi, ki bojo kopavali nive, pa to ne more Soka. Terraformat. Ja, to sniska, hvala. Okupavati nive. Zemljo oblikovati. Point je, da je full tle štofa, ki se ne rabi direktno ukvarjati z Rey ali Skywalkerji. Meni je v bistvu itak bil minus, da so Anakina notro potegnili, ker dejansko, tako se mislim, da vsi strinjamo, ni nič kaj orang doprinesel. No, tudi, eno direktno vprašanje. Kaj misliš, da je v bistvu Anakin v 4. epizodi spremenil pri Asoki? Nič. Zbudo je. Budilka je. Kaj je prebudil v njej, da v bistvu ona skuži, da ni zgolj, naprimer, lahko se strinjam s tem. Jaz nisem razumel, kaj ona skužila, res ne. Jaz tudi ne. Da hoče živeti. Ja. Pač klon, ko je bila v Clone Wars, vsi tisti njeni spomini na Clone Wars, kaj se ona tam? Tamle nekako reče, jaz sem samo orožje. Ja. Jaz sem child warrior, to je grozno. To je res grozno. Reče, da tako ona samo, tako kot njen master, ona prinaša samo death and destruction. Torej ona je tam skužila, da jaz nisem Anakin, jaz sem več kot to. Tako, jaz prinašam tudi life. To. In pol gre po tamani full Stormtrooperov. In to je ta lekcija. Stormtrooperov. To se mi zdi minus tega, veš, ker je tako nejasna, pa majhna lekcija, da pač tu morajo več narediti. No. Ja, vse kar Coelho citat bi lahko ji povedal. Daj, kjer ga. Ne vem, kaj bi jaz spoznal se če si ga že zdaj propelal. Ali pa bi iz Baha neki citiral. Mali princ. A pa Mali princ, vidiš, ja. Niso vse, kako je že uno, ne vidiš vse. Če hočeš videti, moraš gledati srcem. Za žaro mečem. Tako, ja. In pa bi na koncu tronu srce vem potegnil, pa rekel, a vidi zdaj. Kali ima polako. Ja, tako kot Denis v It's Always Sunny in Philadelphia. To je taka scena. Denis bi lahko bil dober Jedi vitez, po mojem. Jaz mislim, da ne, on bi lahko bil tak Sith. Namest Balena. Namest Balena. Denis namest Balena. Jaz sem takoj za bradico. Ja.
Danny DeVito kot njegov master. Shit. Ki bi se zunaj posle javilo v hologramu. Okay. Mislim, da smo šli malo. Mislim, da bi bil Brooksov Yoda nekje level. Ja, po moje tudi, ja. Use the Schwartz, ja. Skratka, a še imamo kaj zapovedati? Meni je bila muska kar ok, no? Ja. Muska je bila ok. Muska je bila v redu, pa tale je bila res v redu. Morgan, full v redu. Mečuje, ja. Ja, skills. To se je full poznalo. Ja, se sem še nekaj več bral o tem. Ona je basically razvila kot koreografinja akcijska te stil mečevanja z 2 mečama, ki ga potem Ahsoka dejansko uporabi, tako da je še tu bilo to dodatno, da jo imajo not in da se bori z njo in jo premaga. Ja, meni je v resnici všeč tole za Ahsoko, da ima 2 meča, se mi zdi tudi tako, ker ponovadi unka ima 2 meča kot bad guy, zato ker pač ima prednost, I guess. Meni je najbolj... samo je pa darilo od Anakina, ne? Ja. Sta ta 2 meča. En najbolj cool momentov v Star Wars mi je bil v Phantom Menace, ki se razširi na obe strani meč od tega... Kylo Rena? Od Darth Maula. To je ima unga malga pipet. Zraven tiska, noben ne ve, za kva tiska. Za jabok rezati. No in to mi je pol tako cool, vsakič, ko nekaj novo in inovativnega zraven naredijo s temi lightsaberi, ampak tule oni, ko pol vrti, isto pa malo lejem. Ja, to so pa inkvizitorji. Ja, to so pa inkvizitorji. Kar je tako, tle je zgledalo, full badass, pa tako samo tisti, ki smo pa resno gledali, ne, to je full na easy, v bistvu se je. Jaz pa vedno pričakujem, da bo tako kot Mary Poppins, dal na glavo in bo poletel. Ja, poletel, ja, oni točno, to je res, oni so leteli s temi meči. To je cool. Ja, pa priješ dol pa. Če vedno čakam unga, a je bil en jedi, kjer se je boril, ko je ugašal meč vmes? Je bil eden v enem filmu. Ja, ker ti moraš gumb držati. Ja. Pa ni bil to Samuel Jackson, je bil on? To pa se ne spomnim. Jaz tudi ne, ampak meni je ta tehnika, ker to sem pa razmišljal, ko sem gledal Witcherja, ko se on zuno palco, ker lahko tudi izgine. In se mi zdi taka zelo dober pogledač. Veš, ko prikrižata, ti sam izklopeš, pustiš on ga mimo, pa ga odzad lepo stihaš. In si tako, in on tako, fuck, to se da ugasniti. Ja, to se mi zdi tako the best, pa to je super ideja. Kako se vam je pa zdela ta štorija, ki nikam ni šla, zakaj je sploh tam, ti kao neki Imperial Remnant, kakorkoli bomo temu rekli, ti neki imperialci, ki so pač potem tam, pa še vedno, ne vem, gnarpere ali whatever delajo. Ja, se to, jaz upam, da bi to v nadaljevanju pač razkrili, ker to je po moje imperij skrit noter, ne? A misliš, da je to na Endor je to bolj? Meni se zdi, da je to v Endoru, pa to lepo pokaže, koliko še je teh motherfuckerov, ker pač, če ti ne nagriš čistke z kakšnega RTV, pač iz vseh teh birokratskih imperialnih, imaš pač ljudi, ki ti serijo tam noter. Ilustracija se je temu rekli. Tako, skozi okno jih pomečeš. To pa je defenestracija. Ilustracija, če jih zlustra vržiš. Kako se že temu reče, intimne izbire. Tako. Ja, glej, mislim, tukaj je vseeno problem, ja, in se mi zdi to fino, da so to odprli, no, da pač ona reče, glej, vseeno imaš ti tle ljudi, oni pa si. Nikom ni šlo, ne, mislim, da bo neka sodna drama, vse s Hero speljana, ali pa neki polje pa tako pusi, fora. Ja. Ni bilo tisto, I call my last witness. In je kaj, ne, to pa ni na seznamu. Ja, pa lahko dam na seznamu. You can't handle the truth, moment si čakal. Ne, ni to. Ok. Mislim, da Ahsoka, no na koncu smo vseeno vsi še kar zadovoljni in pričakujemo naslednjo. Predvsem sem tak v kako ne rečem, pričakovanju, ali kaj? Daj mi več. Give me some more. To Busta Rhymes. Ja. Lepo. Mislim, da je intervju z vampirjem, ampak ok. I want some more. Se res je. Lepo, give me some more. You know where the cheese is, give me some more. Skratka, meni se zdi, na koncu mislim, da smo kar, ampak definitivno pričakujemo, da bo še boljš in da bi bilo pač karkoli film, serija, karkoli pač bojo čim nadaljevali, da bojo razvili pač te mitologije dalje in da tudi vidimo, kaj bo Mr. Blue Sky počel v naslednjih sezonah oziroma kako bo pač pokazal to svoje taktično motherfuckerstvo. V drugi sezoni je skušal za vezinke, pa bo nam je več rdečih uč. Ojoj, reveš.
Ja, ok, to je bila skratka Soka. Če niste gledali, zdaj smo vam vse povedali in absolutno morate pogledati. Mida, si ti napisal, da Star Trek kotička ne bo? Ja, ne vem, kaj na to prepopam. Ta fantasy, ker je res fantasy, v bistvu mi je... Mislim, da ni nobenih letečih kitov. Ne, imaš te neke space žvalce, 2, 3, torej v pilotni epizodi TNG imaš, čakaj, kako že, Encounter at Far Station, nima veze, skratka imaš neke velike vesoljske spužije, pol imaš pa še eno epizodo v TNG-u, kjer je neka tudi vesoljsko bitje, ki želi umreti pri neki supernovi, pa ga TNG-ovci rešijo z nekim betazoidom. Ok, pol imaš kite v filmu. Ki jih rešujejo. Naše zemlje. Ja, tako reči, da ne. Space Kit je pa. Ne, sam ne. Pa še v TOS je ena scena, kjer je enocelično bitje? Ali je to v TNG-ju? Kjer je pač vesoljsko bitje, ki je samo ena celica. Ja, ki ima dvodimenzionalno bitje. Ja. Ta je bolj zanimiva, ker se Enterprise ujame v tok teh bitij, ki grejo proti nekem Space Riftu, whatever, watchema tu. In se, ker so dvodimenzionalna bitja, jih ne znajo niti registrirati. To je tudi zanimivo. Ja, to je neka podobnost s tem, drugače ti fantasy elementi niti ne. Čarovnice imaš tudi? Kje? Star Trek nješ? Prosim, povej neki. Beverly Crusher. Ne. Čarovnica Igorjevega srca. Bewitched him. Zacumprala. Wow, samo ti. Ja, ok. Super. In smo na Rubiki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, ker je Igor napisal 1, 2, 3, 4 stvari, ki nimam pojma, kva so. Opazovanje. Besedna solata. Opazovanje je slovenski film, ki je bil na FSF-ju premjerno predvajan. Gospod je bil na morju. Pride naslednje leto v kino, režiral ga je Janez Burger in je dobil Vesno za glavno žensko vlogo. In je skoraj genialna grozljivka, na ravni tega, kar delajo, ne vem, Jordan Peele ali pa na ravni tega Kroga, recimo. Sicer glavna junakinja je tale reševalka v reševalnem vozilu, v rešilcu, in se začne, ona gleda video, live stream na Facebooku, eni tipi, ki prefukavajo nekoga, in potem se je first responder in reši življenje temu, in je pol ta tip v komi. Na kar tale video je ful gledan bil v živo, ko se je to dogajalo, in je cel škandal in to se dogaja. Pol se še vmes dogaja, Ljubljana je tako dost prazna, ker je bilo posneto med pandemijo, ampak povsod so kupi smeti, ker smetarji štrajkajo, in pol so še neke podgane, terorizirajo folk. Ampak kar se potem začne dogajati, je, da ona dobiva pač SMS-e tega videa, in sicer je potem vidi nekoga drugega še zraven v videu in gre na policijo in jim pokaže to, in on je, ok. In ona, ko gre v mrtvašnico, vidi, da človek, ki ga je videla na videu, je zdaj tam mrtev, ki se je obesil. In potem vidi enega drugega na videu, ko naslednjič dobi, in potem vidi v prometni nesreči ta človek umrl. Ja, in se to pač gradi naprej. In en suspens, ki ga ustvarja film, je genialen, igra je res dobra, mu pa tisto malo zmanjka, ker ne upa, prav res imam občutek, da ne upa reči, to je grozljivka. Da to je burger? To je burger, ja. Se noče žanrsko opredeliti. Ja. Ampak film z veliko potencijala, ki bi lahko bil mednarodni hit, ampak zdaj ne vem, koliko bo druge zmotilo to, da ni horror film čist proper, ampak je vredno narejeno. No, lahko to tudi delamo, mogoče, če bo tako. Ja. Dok nismo slovenskega. Ja, tudi tega lahko delamo, Poslednji heroj. To je deloma v Škofji Loki posneto. Ja. A je mi to not? Ne.
Pa ne. Jaz nisem heroj, sem pa poslednji. Tu je pa Žiga Virc. V glavni vlogi Primož Pirnat, pa kdo je še not, on ko harmoniko igra, kaj že? Škof, valjda, ja. Itak. Res, to je tvoja prva asociacija na Janeza Škofa, on ko harmoniko igra. Ker cel cel film harmoniko igra. Po mojem so mu dali vlogo, pa so rekli, harmoniko igraš pri reku. Noče, moja tudi, no. Janez Škof, harmonika. Zelo dober je v tem. Ne, se je super harmonika, sem jaz ne tako povezal. Ok, s čem ga ti povezal? Ne vem. Jaz ga nemam, ampak ne vem, s čem. Ok, povedali ga, tiho. Torej pa ona iz Luzerke, obe dve v bistvu, ampak glavno žensko vlogo ima ona, da sem pozabil ime. Skratka, štorija je pa, da v enem majhnem mestu nameravajo zgraditi nemški supermarket in to glih na lokaciji, kjer je bila neka bitka oziroma nek spopad med drugo svetovno vojno in kjer stoji kip enega partizana, ki je bil otrok in je takrat in to zdaj sin od tega človeka protestira proti temu in on tudi vodi reenactment bitke sceno. In to vse skupaj zelo spominja na Trst je naš, ki je bil kratki film Žige Virca, diplomski, ki je ful diplomatske kontroverznosti povzročil in eni elementi so tu vzeti, samo tu je ful bolj razdelano, ker pol je še štorija hčerke in njenega moža, ki probata dobiti otroka, pa ima nerad tuje, pa potem je še štorija ženske, ki pride odpreti, mislim, se zmeniti, da bojo podpisali pogodbo za ta supermarket, ki je v bistvu Grkinja in ima še neko svojo tragedijo zadaj. Ful je zanimivo, weird je, ker je tale lokacija supermarketa v kamnolomu ob reki, daleč od mesta, ampak na idealni lokaciji, ker lahko imaš full eksplozij. Tako da zelo zanimivo Virc plete to zgodbo, mogoče gre malo v ene soap opera variant, ne prav rekel soap opera, ampak malo preveč detajlov z ene zgodbe se pojavlja v drugi zgodbi, recimo. Ampak dosti v redu razreši. Jaz mislim, da je ta film potencialno lahko full gledan v Sloveniji, ker je zabavn, ker ima akcijo, ker ima eksplozije, ker ima revelations, obrate, vse enotno. Kaj rabiš filmu, pa tudi zelo v redu igre. Papirnat je v eni svojih prvih glavnih vlog super, ker drugače je vedno v stranskih. Ok, super, še en film, ki se ga veselimo, slovenski, lepo. Ja. Gledal sem še film Zbudi me, ki je glavni nagrado dobil, ki je tudi ok, se v Jesenicah dogaja, januarja pride v kino. Tist ni tak žanrski, ta dva sta dost bolj. Tist je malo spominja na tega American History X. Samo v Jesenicah. Okay. Ja. Slovenski naciji, ali kaj? Ja. Pa se ful pogovarjajo z njimi. Ja. Imajo dialog z njimi, zastavicami. Ja. In potem berem knjigo, sem že prek polovice Station Eternity, ki je nekaj najbolj fukenega ever, ker toliko meša žanre, da sem mislil, da ne more delovati, ampak mu gre. In zdaj pa insane je, ker glavna junakinja, okrog nje se dogajajo umori, tako da v bistvu, kak je ona blizu ljudi, bojo nekoga umorili. In ta umor bo premeditated, že dolgo načrtovan in ona bo skapirala, kdo je kriv in tako dalje in ne ve, zakaj ima to, ampak je precej problem je na zabave hoditi ali kaj takega, ker pač shit happens. In posledično, da se reši tega, pobegne med vesoljce. Gre zato, ker pač se dogaja v bližnji prihodnosti, vesoljci so navezali stik in ona zdaj živi na eni vesoljski postaji, kjer je poleg nje sta samo še dva človeka in pač to njeno delovanje vpliva samo na ljudi. Ampak ko pride še en šatl in preden pride tisti šatl, je že cela štala in full mrtvih in v glavnem je cel cajt blend enega whodunit, neke supernatural zadeve, pa aliens, ki imaš pač ful enih različnih ras, tako ono Star Trek ali pa katerakoli ta varianta, ki pač živijo v harmoniji. Pa eni so iz kamna, pa eni so ose, pa eni so tak, kar
daleč narazen in na kak način komunicirajo med sabo. Tako da še imaš ta world building, vesoljska postaja sama po sebi je sentient in omnipotent in v glavnem to en kup likov je pač nesmrtnih, ker pač jim je ugir, da ljudje sploh umrejo. In hkrati je še cel ta murder mystery in še romanca noter in ne vem kaj vse. Mislim, tako definitivno priporočam. Mur je ime pisateljici, pozabil sem. Zdaj, glih kar bo izšlo še drugi del. Aha, zdaj to taka frišna zadeva. Ja, mislim, da je 1 leto stara. Pa igram Callisto Protocol, ki je pa cool. Space Zombies, tako da. What's not to love? Prison Colony. Kaj, streljačina? Tako malo, to bolj postolovščina, kot streljačina. Bolj RPG. Ja. Fajn je. Priporočam. Hvala, Igor. Mito, ti nisi nič pogledal? Kreatorja. Ne bom kreatorja. Mislim, ga bom, ja, kreatorja smo pogledali. Meni zgodba ni bila všeč, izgleda pa bajno. Mislim, da je tudi pomemben za industrijo, pa nasploh tako za indie sceno, ali pa oziroma ne franšizen film. Debata, ki je zelo pomembna zadnja cajta, še posebej, če si bral intervju z Martin Scorsesejem in tako naprej. Tako da ta film se mi zdi vredno pogledati že zaradi tega, če spoštuješ, ali pa imaš rad film, pa sci-fi. Sicer pa boš prepoznal ful zadev noter, ampak vseeno cool. Meni je bil zelo lep, estetsko je dovršen, pa tudi kako je bil narejen, pa za toliko keša, kot je bil narejen, je v bistvu se nekaj, kar se splača pogledati. Gledam trenutno Gen V, ali Gen V, ali kakorkoli bomo to prevedli. Je pa spin-off The Boysov, ki smo jih tudi delali, ne? In je full fun. Nekako mešanca bradavičarke iz Harry Potterja z temi super supi, no, iz The Boysov, kao mladimi študenti, ki se skušajo v to industrijo superherotov vklopiti. In imaš potem neke lestvice, pa ne vem, jebanja med sabo, pa spolni devianti so itak vsi, pa zelo je krvavo in tako naprej. V osnovi je pa neka zgodba korporativnega skrivanja, pa zlorabe, nasilja, tako. Fun. Super, tega se jaz tudi veselim. Mislim, zelo kvalitetno je narejeno, pa, zdaj bom pa mojega brata tu noter dal na pediestal, ki mi je glih včeraj rekel, da kao, zakaj se splača mogoče pogledati, ne? Ker mogoče bomo v tej seriji izvedeli, kako Homelanderja ubiti. Da se neki po kuluarjih internetnih govori, da bi tle naj izvedeli, kako bi lahko The Boysi Homelanderja fentali. Meni je ono ful bolj zanimivo, kar si prej opisal. Sem meni tudi, to odmislil, meni je tudi tak. Nekaj tole izhaja, ne vsak teden, to ni... Na Amazon Prime imaš vsak petek 45-minutne epizode, novi, sveži liki, The Best je posneto, humor je dobro. Wheel of Time. Sporedno je začelo, kao, sem pa potem še zdaj pogledal Wheel of Time, o katerem bomo itak več v epizodi. Upam, da povedal, bom pa tako rekel, da sem zelo pozitivno presenečen, kako so nadgradili zgodbo, pa nasploh produkcijo po prvi sezoni in dejansko iskreno mislim, ne samo zato, ker sem fan, da je to trenutno najbolj zabavna, sveža, zanimiva high fantasy zgodba, ki jo lahko spremljamo na pretočnikih. Edina. Ne, tudi če bi jo zdaj če bi jo primerjal s House of Dragon, za katero niti ne morem trditi, da je v bistvu kao high fantasy, bolj neka srednjeveška drama, kar je cool in v tem zelo uživam. Pa če primerjam z Shadow and Bone, ki je bolj young adult, heist zadeva, ne, vsaj koliko sem videl do zdaj. Tale je pa polno krvna high fantasy zadeva z magijo, z likovci, z Dark One in ne vem kaj še vse tega. Kaj pa Lord of the Rings? Ja, pa to trenutno ni. Pa tudi tako mi je, če bi Amazon fuknil vsaj 100 milijončkov tamle v 2 sezoni tega, Wheel of Time bi bilo še boljše. No. Mogoče pogrešam kakšni 2 epizodi na sezono več, ampak ne, ta druga sezona je bila meni zelo, zelo fina. Glej, špare, če hodijo k nam snemati, ne more tle, kar zapravijo. Super, hvala, Mito. Wheel of Time bomo delali, tudi bom na koncu povedal, kaj se bomo delali, tako da se pripravite in poslušajte do konca danes, da boste lahko vse pogledali pravočasno. Jaz sem še na ta pladen dodam žag od 1 do 10, skratka, jaz sem pogledal 9 žag, včeraj sem pogledal še 10 v kinu
In zaenkrat bom tako rekel, glede na to, kaj vse gledam, da sem letos pogledal 3 franšize, če ne več grozljivih franšiz, je to najboljša grozljiva franšiza zaenkrat, ki ima največ poprečno ceno, ne vem, 2,5 ali pa 3, kar je pri meni velik za žanr. Je pa tako, prva 2 dela sta me presenetila, ker sta zelo psihološka, srhljiva, manj gravža, potem pa filmi začnejo dodajati gravž. In to mi je v nekateri tudi zelo všeč, no, jaz sem pač ljubitelj gravža, imam rad gledam kakšne čreva na plotu in tako, in mi je čist the best, ampak mogoče je pa tudi tako, da ima seveda tako kot vsaka franšiza en problem in ta problem v tej žaga franšizi je to, da konstantno se vrača na to izvorno zgodbo Jigsawa, ki je mrtev od, ne vem, 4. ali kjer ga že dela, 3. celo, ja. In dodaja neke plasti. Skratka, on ima ene 4 pomočnike naenkrat in malo je to že težko zagledati in verjeti, da je nekdo tik pred smrtjo toliko ljudi pobil, toliko nekih gameov nastavil, pa še toliko ljudi vzgojil za to, da bojo naprej pobijali. Pa še redno hodil na kemoterapijo. In še se hodil zdraviti v Meksiko, kot zdaj vemo, v zadnjem delu. Tako da to malo ta komplicirana zgodba je mal problem, pa flashbacki, to me toliko moti, to je film, kjer je tako pol zadev v flashbacki, ker se nekdo spominja, on se spominja, kako je unga vzgajal in pa te neki tehnoprizori. Kakšni režiserji so boljši v tem, kakšni ne, ampak vedno, ko je nekdo na močilni napravi, je tisti, ne vem, ga kaže z 6 zornih kotov, zadaj pa neka tehnomuska. Ne vem kaj. Ti se mi zdi malo res, ko je postala pač neka sicer trademark te žage, oziroma pač neka stvar, ki jo pač žaga uporablja, ampak meni je malo tečna in nadležna in Allah nimamo tega, prosim. Tako da, ampak drugače, gledaj, jaz sem kar užival, no moram res reči, da recimo za razliko od Noči čarovnic, kjer je tako 3 filmi, da so tok v redu, pol pa mogoče, da še en gledljiv, vse ostalo je pa res tako, da dol padeš slabo, je tukaj vse zelo gledljivo in še vedno dovolj zanimivo. No? Okay. Vseeno pa ta nek psihološki moment, da zveš, kdo so ti liki, zakaj so zaprti, kaj je ozadje, tudi včasih kakšen ta družbeno kritičen moment mi je pa fajn. No? Skratka, pejte gledati Žago 10 in ne žagati doma. Ko spite. Ljudje. Si glikar še imamo ljudi, ki smrčijo. Ja, tudi sebe, tudi jaz smrčim. Tako da, jaz ne vem nič o tem. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 167. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor Kaka Smrt, Harp, Mito Ekspozicija Gegič in Aljoša Nenadjebljivi meč Harlamo. Tole epizodo smo posneli v našem štabu, ki je kinogledališče Bežigrad, ki ima najboljše osebje, najboljše kokice, najboljše pivo in najboljše filme. In če gledate film v kinu Bežigrad, ga gledate v centru. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če trenirate za Obod viteza, si zapomnite prvo pravilo iniciacije. Ne poskušati, samo poslušati. Podcast Obod slabo je. Podcast Obod, najboljši podcast o žanru v tej in galaksiji daleč stran. Na Twitterju nas najdete kot pa kaj, moj Joda je bil to, zakaj je bilo narobe? Bomo delali na tem. Okay. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast skujemo, bot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu, povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno omrežje še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vse vprašanja, pripombe, komentarje, skrivne zemljevide, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. To je bila že 167. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja in 3. epizoda 6. sezone je na vrsti 31. oktobra. To je točno za Noč čarovnic, ko udari tudi naš tradicionalni special za Noč čarovnic, ki ga bomo letos posvetili izganjalcu hudiča, tako klasiki kot novemu nadaljevanju, ki je pravkar v kinih. In ne le to, dragi moji, epizodo snemamo v živo 25. oktobra v kinu Izola. Vse podrobnosti smo najbrž že sporočili, ko je ta epizoda zunaj. Primorci, tokrat smo prvič pri vas,
pridite nas pozdraviti, se poslušamo, morda tudi vidimo. Za naprej pa, če bi se radi pripravili na vse to, kar bomo delali, skratka, gledajte Wheel of Time, ki ga je Mito omenil, gledajte Morilce cvetne lune, ki pride v kino, in gledajte seksualno edukacijo, se pravi spolno izobrazbo. Ja, kako je Sex Education. Sex Education, ok. Skratka, Sex Education, pogledajte vse 4 sezone, tako, ker bomo o tem vsem tem govorili. Skratka, imate 3 domače naloge. Na koncu bo test. Ja, 3 domače naloge, na koncu bo test. Kot teta Justi izpad. Tako da ne se norca delati, no. Poglejte to, nimate druge. Hvala vam za vašo pozornost. A folk še ve, kaj je teta, kdo ali kaj je teta Justi? Ne? Mladi ne vejo nič. Mladi ne vejo nič. Bravo, Igor. Pravkar smo zgubili to S tem bomo zaključili, kaj je ta. Nekaj posnemajo.